Drage Domžalke in Domžalci, dober večer. Ponovno smo z vami v tedniku Domžalca, v katerem bomo skupaj pregledali aktualne novice, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Četrtek, 27. maja, je močnejše neurje z dežjem prizadelo del občin Domžale in Lukovica. Kot nam je povedal poveljnik Gasilske zveze Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale Matjaž Merkužič, je voda v Domžalah zalila več stanovanjskih, javnih, osnovna šola Vencla Perka, osnovna šola Rodica in industrijski objekt. Enote so posledice močnih padavin odpravljale na 30 lokacijah na območju občine Domžale, Vir, Jarše, Rodica, Rova. Glavnino aktivnosti je predstavljalo črpanje vode iz posameznih prostorov, v podvozu na Kamniški cesti je v vodi obstalo osebno vozilo. Na intervenciji, ki je bila zaključena ob 21. uri, je sodelovalo 125 operativnih gasilcev iz 11 enot javne gasilske službe Domžale. V Lukovici je bilo najhuje v Rafovčah, Lukovici, Vrhpolju in Prevojah. Na območju občine Lukovica pa se je sprožilo tudi nekaj manjših zemeljskih plazov. Poveljnik prostovoljskega gasilskega društva Prevoje Gašper Bergant nam je povedal, da je na intervencijah sodelovalo 70 gasilcev Gasilske zveze Lukovica ter pripadnikov civilne zaščite in občinskega režijskega obrata, posredovali pa so na 19 lokacijah. Stanje na terenu si je skupaj s poveljnikom Centra za zaščito občine Lukovica in poveljnikom Gasilske zveze Lukovica ogledala tudi županja magistra Olga Vrankar, ki se zahvaljuje vsem, ki so priskočili na pomoč, še posebej pa gasilcem. V petek, 21. maja, je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, v središču Moravč odprl novo avtobusno postajo. Stara avtobusna postaja je bila dotrajana in je že nekaj časa klicala po novi. Nova avtobusna postaja z lepše urejeno okolico napoveduje obnovo celotnega moravškega trškega jedra, ki bo izvedena v prihodnjih letih, so ob odprtju povedali na občini Moravče. V ponedeljek, 24. maja, pa je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, ob vhodu v kulturni dom odprl še eno novo pridobitev, in sicer nov bankomat Nove Ljubljanske banke. Potem, ko so Moravče po nepotrebnem izgubile banko, je na delu zgradbe, kjer je bila banka, ostal bankomat. Ker pa Nova Ljubljanska banka te prostore prodaja, je obstajala možnost, da bi Moravče ostale tudi brez bankomata. Zato je župan vodstvo Nove Ljubljanske banke prepričal, da se namesto starega vgradi nov bankomat na lokaciji kulturnega doma, ki je skupaj z delom zgradbe, kjer je občinska uprava, že sedaj krepko varnostno zaščiten in varovan. Tako bodo lahko občanke in občani občine Moravče še naprej koristili usluge bankomata, pogosteje pa bo Moravče obiskala tudi potujoča banka. V sredo, 26. maja, je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, v Moravčah položil temeljni kamen za dom starejših občanov. Ta dom si občanke in občani Moravške doline želijo že dolga leta. V zadnjem obdobju je občinska uprava z županom na čelu močno okrepila svoje napore, da bi do začetka gradnje končno prišlo. Velika prizadevanja so rodila rezultat. Gradbeno dovoljenje je že podeljeno, prihodnje pa se ga bo nadgradilo v smeri, da bo lahko Moravški dom starejših občanov sprejel tudi do 125 varovancev. Po besedah župana dr. Milana Balažica je dom najprej namenjen občankam in občanom občine Moravče, ki imajo v njej stalno prebivališče. Iz drugih okoliških domov bodo povabili svoje ljudi, da aktivno tretje obdobje življenja preživijo z njimi. Vsem varovancem bodo zagotovili pester družabni program, ki ga bodo pripravila Moravška kulturna in druga društva. Župan je tudi poudaril, da bo novi dom starejših občanov v Moravčah ponudil na desetine novih delovnih mest, tako da se občankam in občanom ne bo več potrebno v takšnem številu vsak dan v službo voziti v bolj oddaljene kraje. V organizaciji službe za turizem občine Domžale, Čebelarskega društva Krtina Dob in Čebelarskega društva Domžale je v soboto, 22. maja, ob svetovnem dnevu čebel potekal vodeni ogled po domžalski čebelarski učni poti. Pred apiterapevtskim čebelnjakom pri centralni čistilni napravi Domžale Kamnik so pohodnike sprejeli Andrej Jus, predsednik Čebelarskega društva Domžale, apiterapevtka Nika Pengal ter Mira Bečan, vodja službe za turizem občine Domžale,
V parku pod Močilnikom v Dobu pa so obiskovalce, med njimi so bili tudi sladkorčki, otroci s sladkorno boleznijo iz Tacna pod Šmarno goro ter učenci čebelarskih krožkov iz osnovne šole Dob in podružnične osnovne šole Krtina sprejeli Marjan Koderman, predsednik čebelarskega društva Krtina Dob, Jana Kržan in Peregrin Stegnar. Na domžalski čebelarski učni poti, ki vodi od centralne čistilne naprave Domžale Kamnik, kjer se nahaja apiterapevtski čebelnjak, pa vse do Krtine se nahaja 9 točk, na katerih stojijo informativne table ter tudi klopi, na katerih se lahko pohodniki spočijejo. Seveda pa se na čebelarsko učno pot lahko odpravite iz katerekoli vstopne točke. Med potjo si lahko ogledate naravne znamenitosti ter naravni habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki uspevajo ob in v okolici Kamniške Bistrice, na osamelcu Šumberk ter naprej ob Rači in Radomlji. Te dni je izšla enkratna športna knjiga Zlata čelada s podnaslovom Silvo Habat, biografija dirkača. Knjiga je biografija o edinem slovenskem dirkaču, ki je kadarkoli nastopal v najmočnejšem motorazredu. Predstavitev knjige je potekala v četrtek, 27. maja, pred Kulturnim domom v Trzinu. Prireditev, ki jo je vodil moderator Oto Fratek, je privabila veliko obiskovalcev, ki so bili kljub močnemu nalivu pod šotorsko streho deležni izjemne predstavitve. Silvo se je od nekdaj zanimal za motošport in svoje želje po tekmovanju je uresničil v začetku 80-ih let, pri poznih 28 letih, ko si je kupil prvi dirkalni motor. Med leti 1984 in 1986 je osvojil 3 naslove jugoslovanskega prvaka v razredu 250 kubičnih centimetrov in s tem tudi najvišje priznanje Avto-Moto zveze Jugoslavije v motošportu Zlato čelado. Vedno je stremel višje in višje, zato si je v letu 1987 zadal za mnoge neuresničljiv cilj: tekmovati na najvišjem nivoju svetovnega motociklizma, ki ga je tudi dosegel. Knjiga ima 272 strani in veliko slikovnega materiala ter opisuje zakulisje dirkanja in dogajanja nekoč, o časih, ki niso vsakomur na dosegu. Razkrivajo zgodbe, ki so se dogajale za zaprtimi vrati dirkaškega pedoka, tudi jugoslovanskega. Četrtek, 27. maja, so v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani odprli razstavo ročnih del študijskih skupin mozaika, punčke Unicef, keramike, kleklanja ter slikarstva, Društvo Lipe Domžale. Odprtje razstave, ki je potekala po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je udeležilo kar nekaj obiskovalcev. Med njimi so bili tudi Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa Domžale, magistra Nika Rovšek, podžupanja občine Dol pri Ljubljani, ter Nataša Klemenčič, organizatorica kulturnih prireditev v Erbergovih paviljonih. V kulturnem programu ob odprtju so sodelovale članice literarnega krožka Janka Jerman in Milojka Lunar ter citrarke Sončnice in kitaristke Tempo pod vodstvom profesorice Damjane Praprotnik, ki so popestrile dogodek. Društvo Lipa Univerze za tretje življenjsko obdobje obiskujejo slušatelji iz različnih občin, ki so blizu občini Domžale in jim sodelovanje v študijskih krožkih ne predstavlja prevelik logističen zalogaj. Z nadgradnjo in bogatenjem svojega znanja pa se želijo predstaviti tudi v svojih krajih, zato Društvo Lipa z največjim veseljem organizira razstave v knjižnicah, kulturnih domovih ter drugih ustanovah, kjer si obiskovalci lahko gledajo prave umetnine, nastale s srcem in predanostjo v jeseni življenja. Z občine Domžale občanke in občane obveščajo, da bo predvidoma med 10. in 20. junijem potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Domžale. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG Consulting d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč urejajo in osvežujejo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in ne bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamka Toyota RAV4 srebrno-kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest. Dodatne informacije o snemanju lahko pridobite na oddelku za komunalne zadeve. Šolski sklad Osnovne šole Domžale organizira zbiralno akcijo odpadne elektronske opreme. K sodelovanju pa poleg učenk in učencev ter staršev vabijo tudi občanke in občane. Zabojnik za odpadno elektronsko opremo bo stal na 2 lokacijah. Na makadamskem delu parkirišča za Osnovno šolo Domžale, v bližini velikega drevesa ob Rojski cesti,
ter na parkirišču pri novem delu podružnične osnovne šole Ihan v času med 31. majem in 4. junijem. V zabojnik lahko prinesete vso odpadno mešano elektroniko in odpadne mešane kovine. Vsa elektronika mora biti brez baterij. S sodelovanjem v zbiralni akciji boste pripomogli k čistejšemu okolju ter k temu, da bodo odpadke odloženi na pravo mesto in si s tem doma napravili prostor. Izkupiček od prodaje bo namenjen sredstvom šolskega sklada. To je bilo za danes vse, hvala za vašo pozornost. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si, kjer vas skozi dan in če je potrebno tudi ponoči čakajo aktualne novice. Ekipa Domžalca je na mreži 24 ur.